Slovenija je dežela športa, to smo si nekako zapisali kar v gene. To, da je več kot 60% Slovencev in Slovenk vendarle aktivnih občasno ali kar vsak dan, je en od podatkov, ki nas uvršča v sam vrh tistih evropskih držav, ki seveda skrbimo za šport, za gibalnost in seveda tudi za zdravje. Se pravi, podjetja, ki vlagajo v promocijo zdravja na delovnem mestu, lahko pričakujejo tudi do 36% nižji bolniški stalež. Seveda to podjetja zelo zanima. Na začetku moram reči, da so se podjetja težko odločala za take aktivnosti, ker v delovnem procesu je težko uvesti še različne športne aktivnosti, a ne, in tako naprej. Tako da, ko so išle smernice za promocijo zdravja pri Ministrstvu za zdravje, se pravi, določajo, da mora vsak delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja pri delu in delodajalce tako vodijo, na kakšen način naj promocijo zdravja tudi načrtuje. Spraševali ste me, kakšna je bolniška odsotnost v Sloveniji. Če pogledamo po dejavnosti od leta 2008 do leta 2014, boste videli presenetljivo pravzaprav, da je odsotnost z dela najvišja v javni upravi in da se je po letu 2012, pogledajte, bistveno zvišala, meni je žal, da ni ministrice tukaj. Namreč bolniški stalež ali bolniška odsotnost ni nikoli stvar samo bolezni, to morate vedeti. V letu 2012 zelo jasno pomeni, ven iz krize smo in zato se je stalež sprostil. To je tisto, kar sem opozarjala že leta 2009.